Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo iz studia televizije AS, v katerem danes gostimo predstavnike Društva za zaščito živali Pomurja. Z nami predsednica omenjenega društva, Terezija Cvetko. Prijazen dober dan. Lepo pozdravljeni. Torej, vaše društvo je prostovoljna, nevladna in tudi neprofitna organizacija, ki si prizadeva seveda za to, da živali živijo svoji vrsti nekako primerno, kakovostno življenje. Skozi leta ste tako na takšen ali drugačen način marsikateri živali izboljšali življenje oziroma omogočili, da sploh živi. Kako dolgo že nekako delujete tukaj na področju Pomurja? Delujemo v Društvu za zaščito živali Pomurja, deluje od leta 2006, torej je letos poteka 18. leto. Veliko verjetno žalostnih zgodb, pa tudi upamo, da še veliko več tistih s srečnim koncem. V letu 2022 ste tako, če sem prav zasledila, prejeli nekje 100 prijav, pa me zanima na tem mestu, kakšno je bilo minulo leto, sedaj ob vstopu v novo 24. Kakšno je bilo torej leto 2023? Prijav je tudi bilo nekje isto, s tem, da mislim, da je pa bilo malo več prijav ali pa tudi bolj povedano prošenj za pomoč pri sterilizaciji, kastraciji mačk. Kako poteka vaše delo zatem, ko prejmete tisti klic prijava, takšna ali drugačna? Ja, na vsako prijavo, ki jo dobimo, se odzovemo, gremo preveriti, pravzaprav se najbolj gremo pomeniti. Naš namen je, da pomagamo, da lastniki izboljšajo pogoje, pri tem smo tudi pripravljeni pomagati. Kolikor ne sprejmejo naše pomoči, ne izboljšajo pogojev, damo nek rok, dokdaj izboljšati, naprimer za pse, ko so v neprimernih pogojih. Če ne izboljšajo teh pogojev, pa posredujemo prijavo pristojnim organom. In na kakšen način vas ljudje vse lahko kontaktirajo in kako pridejo do vas mogoče najpogosteje? Največ je klicev, telefonskih, tega je res ogromno, dva telefona društvena imamo, skozi zvoni. Potem pišejo tudi na mail, prijavo lahko dajo tudi prek spletne strani, pa tudi prek Facebook. In katerih je tistih klicev, ki jih je torej največ? So to izgubljene živali, zlorabe? Največ je klicev o odvrženih, najdenih mačjih mladičih. Tega je največ. Tudi pogrešane mačke, potem pa je dosti klicev tudi o prijave, da so psi cel čas zaprti v bokse, da nimajo izhodov, tudi na verigah, pa potem tudi prijave, pa prošnje o prevelikem številu mačk. Tega je še vedno zelo dosti. Vaše društvo sicer ne deluje samo na področju pomaganja živalim in njihovim skrbnikom, ampak dajete skozi leta zelo velik poudarek tudi samemu ozaveščanju javnosti. Točno tako, to je naše glavno poslanstvo, ozaveščanje, čeprav da smo potem kaj hitro spoznali, da samo ozaveščanje ni dovolj, da je potrebna tudi pomoč. Velik poudarek dajemo ozaveščanju mladih. V ta namen izvajamo predavanja, delavnice po osnovnih šolah. V lanskem letu smo jih imeli okrog 70. Potem to nam je res pomembno, da mladi dobijo drugačen vzorec, kot dobijo nekateri doma. Potem ozaveščamo tudi na stojnicah, izdajamo novice 4-krat letno, izdamo novice z aktualno tematiko, te novice razpošljamo po domovih oziroma delimo mi po domovih, pošljemo pa na občine in željo, da bi občine objavile v svojih glasilih ali pa razposlale po domovih. Potem, kot sem omenila, stojnice, vsekakor pa tudi vsakodnevno na terenu. S tem, ko nekaterim pomagamo, širijo to dalje in nas kličejo spet drugi. In kakšni so nekako odzivi, predvsem z mladimi delate, poznajo, vejo, kako ravnati z domačimi živalmi, kako priti morda tudi v stik z vami, če naletijo na kakšno zapuščeno žival? Ja, naša članica Ana, ki izvaja predavanja, nam vedno poroča o tem, kako je bilo in velikokrat je navdušena, tudi mi potem, da otroci že dosti vedo. Bistvo je tudi tako, da smo na nekaterih šolah pogosto vsako leto z drugo tematiko, pripravi drugo tematiko, delavnice.
In tam se res pozna že uspeh, da poslušajo, ker jaz tako pravim, otrokom je ta tematika zanimiva in sigurno vsak nekaj odnese od tega predavanja. Pa imate morda občutek, da je zaradi tega ozaveščanja skozi leta morda manj klicev oziroma manj tistih zelo resnih in hudih prijav? Se izboljšuje dejansko stanje? Tako bi rekla, klicev pa prijav ni manj. Tega je po mojem vedno več. S tem pa to ne pomeni, da je več zanemarjanja, mučenja živali, ampak da ljudje so bolj ozaveščeni, da se odločijo, da ukrepajo, da pokličejo, ne upajo morda poklicati veterinarsko inšpekcijo, se bojijo pa pokličejo nas. Tako da bi tudi prošenj za sterilizacijo, kastracijo mačk, ko je preveliko število, je več, ker se bolj se odločijo, da dajo prijavo oziroma prosijo za pomoč. Sicer se vaše društvo, torej Društvo za zaščito živali Pomurja, financira večinoma iz donacij in pa raznih prostovoljnih prispevkov. Ja, naš glavni vir financiranja so donacije dohodnin, to je ta 1%. Bi se zahvalila vsem, ki so nam lansko leto na novo namenili, pa tudi vsem, ki so nam že namenili ta del dohodnine pred leti. Država se mu odpove, nam pa res ogromno pomeni. Potem imamo tudi nekaj stalnih donatorjev, ki nas podpirajo že od začetka podjetje, tudi fizične osebe nam donirajo, nekateri mesečno, nekateri občasno. Potem SMS donacije se lahko tudi pomaga. Velik uspeh, uspešni smo pa tudi z licitacijami, kjer naša članica Danica res skrbno in srčno ureja te licitacije in se kar nabere tudi. Zato bi tudi tukaj mogoče izkoristila priliko, povedala vsem, ki imajo doma, imate še kakšne uporabne predmete, izdelke, pa vam niso več zanimivi, nam jih lahko podarite, nekomu pa bodo zanimivi in prispevek zanj bo šel za pomoč živalim. Sicer so te donacije tako v obliki denarja, kot tudi same hrane. Tako, veliko potrebe imamo po mačji hrani, tudi pasji, ampak niso tako velike po mačji hrani, pa res. S hrano oskrbujemo več kot 200 mačk vsakodnevno. To so prosto živeče mačke po različnih krajih, lokacijah, kjer jih na nekaterih krajih hranijo naše članice, drugje pa tudi drugi ljubitelji živali, mi pa oskrbujemo s hrano. Dosti je tudi primerov, ko lastniki umrejo ali odidejo v dom starejših, ostane 5, tudi do 10 mačk, so sterilizirane, kastrirane in nikamor jih ne moreš seliti, ni rešitve prave zanj kot to, da ostanejo v svojem okolju in veseli smo, ko so sosedje pripravljeni hraniti, mi pa oskrbujemo s hrano. Zato smo tudi veseli donacije mačje hrane. Tudi tukaj imamo že nekaj stalnih podpornikov, nekateri so se za božične praznike odločili, da se ne bodo družine obdarovali, so namesto tega obdarili mačke. Potem se zbira hrana v trgovini Mister Pet, lahko donirate tudi v trgovinah Tuš, občasno tudi Lidl. Imamo pa 2 večja donatorja mačje hrane, tukaj je trgovina Mister Pet in pa podjetje Mars, ki nas pa res vsako leto založita kar precejšnjo zalogo hrane. Ampak še vedno so potrebe, predvsem ko je naval mačjih mladičev, da nabavljamo mačjo hrano. Seveda smo pa veseli, da dosti mačje hrane tudi dobimo. Tako torej lahko vsak posameznik tudi pride do vas, pripelje torej tako hrano kot kakšne izdelke. Točno tako. Prej ste omenili, da po raznih lokacijah v Pomurju hranite te prosto živeče mačke, na katerih področjih pa bi rekli, da jih je morda največ, ki je najbolj aktivno področje vašega delovanja? V Murski Soboti hrani ena starejša gospa, pa ena mlajša. Potem v Radencih hrani naša članica v parku tam pri Termah Radin. Potem posamezniki še v Kupšincih, na Kapci v Lendavskem koncu, Ljutomerskem tudi pomagamo, Puconska občina, področje tako da v različnih. Po vsem Pomurju? Ja.
Pa v bistvu smo veseli, da se najdejo ljudje, ki jim ni vseeno za te mačke, ki so zunanje, nimajo domov, brezdomne. Prvo jih seveda poskrbimo, da so sterilizirane, kastrirane, potem pa občasno dostavimo hrano. Tako so te mačke oskrbljene, se zadržijo v tistem okolju, ne hodijo hrane iskati, kar je dobro za mačke, pa tudi mislim, da za celotno okolje. Ste sicer zadovoljni z odzivi ljudi, tako na vaših stojnicah, kot tudi sicer z raznimi donacijami? Ja, smo zadovoljni. Bi se vsem zahvalili, saj brez vse te pomoči, podpore ne bi bili tako uspešni. Ste nekako kot vir financiranja torej izpostavili več zadev. Ena od teh, ki prinaša, bomo rekli, dodaten kamenček v ta mozaik, pa je tudi vaš vsakoletni koledar, tudi za letošnje leto, leto 2024 ste ga pripravili, sabo ste ga tudi prinesli, kar čudovit je, ko smo si ga ogledali. Pa malo predstavite, kaj vse zajema ta vaš koledar. Ja, koledar je res lep, predvsem zato, ker ga krasijo rešene živali. To že nekaj let izdajamo, sicer jih ima prostor le 12, bilo jih je dosti več. Na prvi strani prikažemo v slikah in pa kratek opis, v kakšnih razmerah smo našli, kakšna je njihova zgodba od prej. Potem se pa po istem vrstnem redu vrstijo, kako živijo zdaj. Vsem nam ta koledar res dosti pomeni, zato ker poznamo vsako zgodbo te živali, ki nam je najprej predstavljala žalost, stres, potem pa veselje, radost, ko smo jih od trpljenja popeljali do lepšega življenja. Nekaj najlepšega pri našem delu je, ko se nam javljajo naši varovanci, rešenčki, ki smo poskrbeli zanje, potem pa vidimo, kako uživajo, kako se imajo lepo v novih domovih. Mogoče bi tukaj izpostavila ravno kužka, ki krasi mesec januar. Tukaj smo dobili prijavo, da kuža biva v boksu cel čas, v zaprtem boksu, nima izhodov, boks je bil umazan. Pa smo šli, se pomenili z lastnico, in naše prigovarjanje, naš pogovor je kužku omogočila, da biva zunaj, izven boksa, sploh boks je zaprt. So ga peljali k veterinarju, ga oskrbeli, postrigli, polepšali v glavnem. In zdaj je zunaj, prosto, čez noč pa spi pri njej v hiši. Tako da, to so najlepše zgodbe, ko uspemo, da se na domačem dvorišču stanje živali spremeni. Je takih zgodb veliko? Uspešnih, torej z srečnim koncem? Z našo pomočjo in s pomočjo potem veterinarske inšpekcije žal dostikrat na naše prigovarjanje, tako v tem primeru ne ukrepajo, zato ker mislijo, da je tako v redu, kako živi, da je non-stop v boksu, da ne rabi sprehodov, da ni potrebe potem. Tako da potem pa ukrepamo dalje. Medtem ko pa bi rekla tako, da ker dobimo tudi dosti prijav za preveliko število mačk na domačih dvoriščih, tukaj pa moram povedati, da smo uspešni, da so ljudje, da sprejmejo našo pomoč. Seveda opravimo mi veliko tega dela, ker se mačk dosti ne da prijeti, niso socializirane, jih lovimo, imamo takšne pasti, odpeljemo k veterinarju na sterilizacijo, kastracijo in vrnemo k njim nazaj. Pomagamo tudi finančno, nekateri lahko prispevajo, nekateri ne zmorejo, potem prosimo za donacijo še malo druge podpornike naše, tako da potem skupaj rešimo in tukaj pa smo uspešni res. In na kateri fazi pa pride do tiste točke, da inšpekcija torej lastniku žival odvzame? Tudi oni sigurno izdajo odločbo, ukrep, da morajo izboljšati pogoje, kolikor se to ne zgodi, da zakonsko ne ustreza, še vedno ne izboljšajo, pa je potem odvzem. Ti pogoji, bi rekla, da niso preveč strogi, mi bi rajši bili, če bi bili še bolj, in res, kdor niti tega ne upošteva, potem ni za žival druge rešitve, kot da se odvzame.
Veliko živali seveda v tem času biva tudi v zavetišču, s katerim vi kar dobro in tesno sodelujete. Ja, dosti nas zamenjuje oziroma misli, da smo eno in isto, nismo, ampak sodelujemo z njimi. Lansko leto smo začeli aktivno sodelovati s prehajanjem psov, smo celo leto hodili, žal je članov premalo, naše potrebe so predvsem, smo aktivni na terenu. Zato bi tukaj mogoče izpostavila, če je kdo pripravljen iti sprehajati, seveda lahko gre kdorkoli, se javi pri vodji zavetišča Mala hiša, mogoče kakšni upokojenci, ki imajo čas, voljo, nimajo doma svoje živali, psa pa imajo radi, komot naredijo nekaj dobrega, zunaj na svežem zraku se gibljejo, kužko pa polepšajo tisti dan. Tako da dobrodošli sprehajalci. Večkrat ste tekom najinega pogovora izpostavili, da na takšen ali drugačen način pomagate tudi pri sterilizaciji in kastraciji psov in mačk. Seveda imate vsako leto tudi vsaj 2 akciji, ko pomagate del tega stroška kriti, torej z dodatnim nekim popustom. V lanskem letu prav tako, torej akcije, kako uspešne so nekako bile? Ja, najprej bi samo popravila, mi ne dajemo popust. Popust dajo veterinarske ambulante, mi akcijo organiziramo, pa poskrbimo za tiskanje plakatov, letakov, kuponov, tudi oglašujemo, se zmenimo za oglaševanje akcije, kar plačamo, tako da mi skrbimo za ozaveščanje, organizacijo in ozaveščanje akcije, medtem ko pa veterinarske ambulante v Pomurju, Moškanjcih in pa Ormožu dajo popust, da je ta strošek cenejši. Vsa leta, kar nekaj let smo imeli akcijo na spomlad februarja in marca, pa potem septembra in oktobra. Akcije so uspešne, lansko leto je bilo skupaj v obema akcijama steriliziranih, kastriranih 1990 živali. Zanimivo, da tudi v letu 2022 glih isti podatek. Tokrat letos pa smo akcijo začeli prej, in sicer tudi na pobudo nekaterih veterinarjev, tako da se je že začela in bo trajala januarja in februarja, z razlogom, ker so mačke marca že breje, fejst, nekatere tik pred kotitvijo in takrat ni fajn več, da se jih sterilizira, tudi se lastniki potem ne odločijo, zato se je akcija že začela. Upajmo, da bo letos številka čez 2000, da se bo res čim več lastnikov, da bo odgovornih se odločilo za ta poseg, kar potem pomeni, da bo manj klicev za odvržene mačje mladiče. Koliko vas je trenutno nekako aktivnih članov v vašem društvu? Aktivnih nas je okrog 25, tistih na seznamu bi rekla, res aktivnih nekje od 5 do 10, pa potem ostali se tudi še občasno pridružijo. Bi bili veseli novih članov, lansko leto sta se nam 2-3 članice so se pridružile mlade, kar smo posebej veseli. Imamo pa tudi podporne člane, tukaj jih je 20, ki nas pa podpirajo le z plačilom višje članarine in pa seveda moralno. Kar pa tudi všteje. Vsekakor. In na kakšen način se nekdo lahko vam pridruži in kaj vse obsega potem nekako njegovo aktivno članstvo pri vas? Ja, pišejo nam naj na mail ali pa na Facebook, pošljemo pristopno izjavo, potem se dobivamo se enkrat mesečno oziroma po potrebi, ko se nam pridružijo novi člani, se vsekakor dobimo čim prej, ker je fajn, da se spoznamo tudi v živo. Obveznosti nekako, obveznosti, čeprav je to prostovoljno, bi naj vsak aktivni član opravil vsaj 10 ur letno aktivnega dela, plačajo manjšo članarino, članarina je simbolična, 5 evrov za brezposelne, za upokojence, za mlade, pa 15 evrov za odrasle, za zaposlene. Medtem ko pa podporni člani, ki nas pa samo podpirajo, pa je 25. Tako da vsi, ki se nam pridružijo, bom tako rekla, se lahko nekje najdejo, ker imamo dela aktivnosti res dosti.
Tako da vsak se lahko najde, če le želi pomagati živalim. Prazniki so nekako sedaj za nami. Verjetno so bili ti za vas kljub temu ne samo praznično obarvani, ampak kar precej verjetno tudi delovno. Ja, mi nismo imeli za praznike frejdni, oziroma nismo, ker je v decembrskem času še posebej ogromno dela, zdaj smo še dodatno bilo, da smo pripravljali akcijo. Potem na terenu smo bili vse do konca dni, nazadnje še tudi razvozili hrano, da so bile mačke, živali, da so bile oskrbljene za praznike. Imeli smo stojnice pred in po prazniki, med prazniki, tako da je bilo dosti aktivnosti, vse to pa potegne za sabo tudi dosti ostalega administrativnega dela. Verjetno pa boste z vsemi temi aktivnostmi, s katerimi smo nekako povzeli minulo leto, nadaljevali tudi v tem aktualnem letu 2024. Ja, vsekakor bomo opravljali naše poslanstvo še naprej, ozaveščali, pomagali. Naš cilj je, da bi vsak imel toliko živali, za kolikor je pripravljen skrbeti, in bile te tako potem tudi dostojno živele. Tako da na dosego tega cilja si bomo prizadevali še naprej. Morda, preden se poslovive, še kakšna dodatna spodbudna beseda, morda nasvet vsem, ki razmišljajo o morda nabavi nove domače živali, ali vsem, ki vidijo kakšno žival trpeti, pa si nekako ne upajo oziroma ne vedo, kaj storiti. Vsi, ki se odločate za nabavo, da pripeljete domov pasjega ali mačjega družinskega člana, prvo mora biti sprejet vsekakor kot družinski član, bi predlagala, da se res najprej temeljito o tem pomenijo. Ne se odločati na željo otrok, sicer je res fajn, da otroci odraščajo med živalmi, je pozitivno, ampak ni dovolj. Morajo sprejeti to odločitev oziroma si jo tudi želeti tudi starši, zato ker bo na njih glavna odgovornost. Potem bi položila na srce, pojdite iskat zavetišče, tukaj je mala hiša, dosti kužkov, večjih, manjših, živih, umirjenih, odraslih. Vam bodo tam pomagali, si izberete pravega zase. Niso nič manj vredi, nič manj lepši kot pasemski oziroma tisti kupljeni, bodo pa fejs hvaležni. Tako da, če pa ne najdete v zavetišču, mala hiša, so tudi bližnja zavetišča, mariborsko tudi ni daleč. Tako da res se odločiti, premisliti, če smo pripravljeni sprejeti, kaj to potegne vse za sabo, poleg veselja, radosti, so tudi odgovornosti. Pridejo tudi žalosti, ampak vsekakor je pa fajn v domu imeti tudi živalskega člana. Ste vprašali še glede ukrepanja, glede prijav. Vsak, ki vidi mučenje, zanemarjanje živali, je dolžan to prijaviti. S tem, da to gledamo, tudi smo mi sokrivi, to podpiramo, pa s tem, da se nam ta kuža, pogosto največ vidimo tega, ali pa tudi druga žival, smili, to njej nič ne pomagamo. Še vedno trpi. Zato ukrepajte, da bomo skupaj pomagali živalim, da bo takih, ki trpijo, čim manj, oziroma jih naj bi bilo. Terezija Cvetko, jaz se vam na tem mestu zahvaljujem za vaš obisk in vse povedano. Želimo vam seveda tudi uspešno delo in vse dobro v tem aktualnem letu in do prihodnjega srečanja pošiljamo vam in vsem vašim članom prav lep pozdrav torej v Društvo za zaščito živali Pomurja. Hvala za povabilo. Jaz bi zaželela vam in vsem gledalcem, naj bo to leto prijazno za vse ljudi in vse živali. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko tokrat iz studia Televizije AS. Do prihodnjič, srečno!